Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo s terapevtko družinske in zakonske terapije Tanjo Repič Slavič nadaljevali pogovor o motnjah hranjenja. Zakaj sploh pride do motenj hranjenja? Enostavno je že tukaj v medijih veliko tega, v raznih revijah in tako naprej. Ampak to je samo pika na i. Največjo moč in največji vzrok je tukaj v družini. Kako je bil ta otrok vzgojen? A je ta otrok slišal kdaj, da je lep? A je ta otrok slišal kdaj, da ima lepo telo? Ampak tako na spoštljiv način, ne mislim na tisti način, ko nekdo čudno gleda, pa se ta otrok grozno počuti. Potem čisto, kakšen odnos je imela mama do svojega telesa. A je spoštovala svoje telo? A je tudi ona svoje telo, ne vem, na katere vse možne načine umirjala? A je ta oče imel spoštljiv odnos? Če je bil oče alkoholik, pa svojega telesa ni spoštoval, ga je z alkoholom, bom rekla, zapijal. Kako naj potem en sin, ker odrašča, ima občutek, da je v redu biti moški? Da si lahko ponosen na to, kakšen si? Ali pa recimo, če je dosti konfliktov med očetom in mamo. Ti otroci, ki živijo v takih konfliktnih družinah, imajo občutek, da so oni vsega krivi. In če ne moreš nobenemu povedati, da si jezen, da si prizadet, da te je strah, da se počutiš krivega, potem ti ostane samo še telo. In potem ali to telo režeš, ali to telo s hrano stradaš, ali se s hrano bašeš. Skratka, ali greš potem na neko drogo, ki si v puberteti, ali celo se tako grozno počutiš, da bi se šel kar ubiti. Skratka, vedno to naše telo vse tam čuti in veliko teh vzrokov je prav v družini. Kaj oseba z motnjo hranjenja doživlja? Ljudje, ki so zasvojeni s hrano, se največkrat počutijo umazane, neljubljene, nevredne, kot da je nekaj v njihovem telesu zapacanga. Velikokrat imajo občutek, da so polni ene jeze, besa. Jaz tudi velikokrat rečem, tukaj so ene same neizjokane solze. To bo treba izjokati ven, treba se bo razjeziti, postaviti ene meje in potem bo tudi to telo čutilo, da lahko začne počasi normalno sprejemati hrano. Do takrat pa ni enega zdravega odnosa do hrane. Tako da največkrat je tukaj zadaj res prav ta občutek manj vrednosti, da nisi okej, da drugim nisi všeč, da sebi nisi všeč. Kako lahko osebi z motnjami hranjenja pomagamo? Jaz mislim, da nekdo, ki ima res motnje hranjenja in je zasvojen s hrano, potrebuje absolutno strokovno pomoč. Ni dosti to, da gremo na eno kavico, na en sprehod, se z njim pogovarjamo, ker te stvari grejo tako globoko v naše telo in našo psiho, kjer sodelujejo vsi hormoni, kjer sodeluje toliko enih čustev in vsega skupaj, da absolutno ta človek potrebuje, če hoče se prav tukaj, bom rekla, ne ozdraviti ali pa vsaj zdraviti, da potrebuje absolutno strokovno pomoč. Kaj lahko naredimo, če imamo sami motnje hranjenja? Tudi če imamo sami motnjo hranjenja, se mi zdi isto poiskati strokovno pomoč. Ker kljub temu, da se nekdo lahko že tolikokrat odločil, jaz bom pa od zdaj naprej normalno jedel, ne bom več se basal s hrano, karkoli že, ko pride v tisto stisko, ko gre tista kaplja čez rob, si ne more pomagati. In prav zato potrebuje nekoga od zunaj, da mu bo pomagal. Včasih je potrebna tudi hospitalizacija, torej da gre nekdo prav v bolnico, na oddelek za motnje hranjenja in da tam noč in dan je pod enim nadzorom, da mu pomagajo, da lahko gre ven iz tega začaranega kroga. Morda se mi zdi pomembno to, da ti ljudje vedo, da hrana je samo en pokazatelj neke druge stiske, da ni problem v hrani. Problem je v tem, da doživljajo ena čustva, ki jih ne morejo dati ven na drugačen način, kot tako, da to naredijo preko hrane. In da je fajn, da se zavedajo, da tukaj niso krivi za to, kar se dogaja, ampak da je fino, če poiščejo nekoga, ki jim bo od zunaj pomagal. To bi bilo o motnjah hranjenja vse. Če ste med pogovorom spoznali, da imate tudi vi podobne težave, nikar ne odlašajte in si poiščite pomoč. Želimo vam vse dobro. Se vidimo prihodnji teden.